Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni tudi v tedenski izdaji prvi v novem letu. Vabljeni torej, da ste tudi v novi sezoni v naši družbi. Mi za vas pripravljamo pogovore z zanimivimi gosti in nekaj povabil, kje boste lahko preživeli naslednje dni v naslednjih trenutkih. V četrtek 8. januarja ob 17. vabljeni v Osrednjo knjižnico Celje na cikel predavanj o Stanleyju Kubricku z naslovom Peklenska pomaranča. Prav tako v četrtek 8. januarja vabljeni v Dom svetega Jožefa Celje na predavanje z naslovom Umetniški vidik sprave. V ponedeljek 12. januarja ob 17. vabljeni v Osrednjo knjižnico Celje na odprtje slikarske razstave Martina Branka Rupnika. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni tudi v novem letu v tedenski izdaji. Danes v našem studiu pozdravljam predsednico in podpredsednika Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, gospod Dragico Mirnik in gospoda Branka Delšnjaka. Dober večer obema. Dober večer. Nekaj več bomo povedali o samem Medobčinskem društvu delovnih invalidov. 4 regije pokrivate, pa morda, gospa predsednica, najprej, katere regije zastopate in kakšno je dejansko poslanstvo Medobčinskega društva? Ja, naše društvo deluje že 46 let. Glavno poslanstvo je pomoč invalidom v različnih stiskah, v različnih situacijah, zato izvajamo različne socialne programe. Delujemo v Kocenovi ulici 4 in ker smo pač Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje, pokrivamo 4 občine, Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. V Celju imamo uradne ure vsako sredo med 9. in 13. uro in četrtek med 9. in 11. uro, v Vojniku pa imamo vsako sredo med 9. in 10. uro svetovanja oziroma uradne ure. Kje pa vas v Vojniku lahko najdejo? V prostorih planinskega društva. Se pravi, zaenkrat samo v Vojniku, izven vašega matičnega prostora, ne? Ja. Tudi v Štorah ste prisotni, ne? Tudi v Štorah smo prisotni, tam komuniciramo z poverjeniki največ preko telefona oziroma maila. 2-krat do 3-krat letno imamo v programu, da se približamo čim bolj ljudem oziroma članom, gremo tudi v Štore. Sodelujemo dobro z upokojenci, v šoli pa nam dajo v najem prostore, da lahko imamo predavanja. Kaj pa naprimer še počnete, ko pridete v Vojnik oziroma v Štorah, ko ste tudi v Celju, tudi na Dobrni? Kakšne so recimo vaše akcije? Večkrat zasledimo, da opravljate meritve krvnega sladkorja, holesterola v krvi, pritiska. Ja, ta svetovanja zdravstvena so pri nas že kar utečena praksa. S tem, da potem tudi ponudimo ljudem razna druženja, od izletov do kulturnih dejavnosti, pohode imamo. Letos smo prvič uvedli novoletni pohod okrog Šmartinskega jezera in presenetljivo veliko ljudi se je udeležilo in radi bi nadaljevali to tradicijo. Drugače pa imamo tudi že zelo priznan projekt Pozdrav novim življenjem, kjer spletamo cirka 40 Milinih copatk. Gospa Mili nas je naučila in Berta in Urška sta zelo aktivni pri tej dejavnosti. Naredimo tudi vizitke in ob materinskem dnevu gremo čestitati mamicam oziroma novim zemljanom ob materinskem dnevu in jim to podarimo. Že 10. leto, ne? Že Boste 10. letos to naredili? Jubilejno leto bomo imeli. To je odziv verjetno eno lepo presenečenje, ne? Vsem Tako, mamicam v mamice so porodnišnici. zelo pozitivno presenečenje. Tudi velikokrat se najde kdo, ko reče, koliko sem dolžen, sem zelo vesela, da ob materinskem, vsi praznujemo več ali manj 8. marec, ne? Materinskega dneva pa bolj malo. In to je pa, se mi zdi, ena taka gesta pri nas, da je res za pozdraviti. Te copatke delamo v delavnicah ročnih del in se družimo, imamo se lepo in še izdelki so zelo lepi. Odlično. Še bomo pogledali in povedali marsikaj o društvu. Zdaj pa naj gospoda podpredsednika vprašam, kako pa je samo poslanstvo društva je seveda tudi opozarjati na stvari, ki morda težje pripravijo kakšen dostop invalidom v raznih občinah, ne? Katere občine so recimo pri nas že prijazne invalidom, govorim predvsem o teh 4 občinah, ki jih zastopate, ali so sploh prijazne invalidom in kaj to pomeni, no? Kot je že gospa predsednica v uvodu povedala, pač društvo
namen društva je, da skrbi za čim boljše življenje invalidov, da jim olajša življenje. In v tem je tudi republiški projekt Občina po meri invalidov. Zdaj v teh celjski regiji je občina Vojnik po našem mnenju najbolj primerna, da bi ta projekt izvedla, ker je manjša občina, stvari, ki so zgrajene na novo, so po predpisih, morajo biti že narejene prijazne invalidov. Stvari, ki so pa ostale, pa se postopoma v akcijskem planu popravijo in uredijo. Tako da smo pristopili k projektu, da bi občina Vojnik bila prva za pridobitev listine Občina po meri invalidov. Kaj to pomeni, naprimer, ko ste se prijavili na projekt, kaj od njega pričakujete? Projekt je prvi vrsti povezovanje vseh društev v občini, vseh invalidskih društev, to so gluhi, to so slepi, in da skupaj se dogovorimo, kaj je najbolj pomembno v občini za narediti. In če lahko samo omenim en projekt, ki je že v izvajanju, so slušne zanke. In te slušne zanke se bojo namestile v Farni cerkvi v Vojniku in v Novi cerkvi. Drugače pa pri teh tektonskih ovirah je malo slabše. Infrastruktura, ne? Infrastruktura, v določenih objektih se to ne da narediti kar tako. V novih je pa to narejeno in je treba stvar samo kontrolirati. Je pa, kaj je mene spodbudilo k temu, prvenstveno je to listina Občina po meri invalidov listina, da občina kot taka nudi nekaj več invalidom kot tisto, kar jim zakonsko zagotovljeno. S tem, da recimo je boljše obveščanje, je večja dostopnost, so te stvari boljše urejene. Recimo en zelo dober projekt, ki je zdaj že v teku, je, da so na vratih knjižnice, recimo telefonska številka, da ko se invalid z vozičkom pripelje do tam, ve poklicati, kjer ga pa da mu pride odpret. Marsikje je problem recimo odpret vhodna vrata. In že to je en tak projekt, ki je pa še druga pomembna stvar, pa ta obveščenost. Obveščenost pa samo zavest, bi rekel, občine kot take, kot upravne enote, da so v občini tudi invalidi. Pa se zavedajo občine, da dejansko so njihovi prebivalci tudi... Jaz bi tu rekel, da smo res med redkimi občinami, ki smo uspeli, da bojo vsi občinski svetniki, podporni člani Društva delovnih invalidov. No, to pa je kar napredek, in ena lepa gesta. Mislim, da je dosti narejeno in da bi v letošnjem letu ta projekt moral uspeti, da ga bomo ponosno sprejeli. Tako, da boste imeli to listino, da je občina res po meri invalidov prijazna do invalidov konec koncev. To je spodbuda za nas, za vse občane, pa spodbuda tudi za druge, ki se v naših krajih zadržujejo. Prav tako bi rekla tudi turisti, ki prihajajo skozi naše kraje, da vidijo, da se trudimo, da invalidom olajšamo življenje. To se pravi, da osveščanje je velikega pomena, na katerem mi tudi delamo. In to bo spodbuda tudi za druge občine, tudi za Celje, za Štore, za Dobrno, kasneje. Celjska občina je velika in to je malo težje spraviti na to raven, ampak tudi v Celju se zelo trudijo, da bi to uredili. Zelo pomembno je, ko različne občine po Sloveniji toliko dajo na turizem, da privabljajo turiste. Marsikatera občina skoraj da malo pozabi, da so turisti lahko tudi invalidi in da bi tudi oni prišli v občino, ampak če je dostop otežen, Zato je pa prav, da mi na te stvari opozarjamo in to skupaj opozarjamo različne vrste invalidov, od paraplegikov, slepih, gluhih, delovnih invalidov, da vsi opozarjamo na tiste pomanjkljivosti, ki so v občinah in bolj takrat nas že slišijo. Vedno se to ne da urediti. Ampak, če je posluh, se marsikatera ovira lahko odpravi. Tako. To pomeni verjetno tudi, da imate lepo število članov, ki skupaj
opozarjajo tudi na to, oziroma vsak član kdaj pa kdaj pride s kakšnim predlogom, kaj pa bi bilo lažje morda, ne, če z svojega stališča pogleda? Naše društvo združuje cirka 1700 članov, med njimi je nekaj 200 do 300 članov podpornih, kar pomeni, da so invalidi, vendar nimajo odločbe statusa invalida. To vse stane, ne? Ljudje, ki so zboleli za časa dela oziroma službe, so si te odločbe pridobili, ljudje, ki so pa kasneje zboleli, pa invalidska komisija ne obravnava teh zlorad, ne? Plus tega je treba to plačati. In ljudje od tega statusa žal nimajo kaj veliko, ne? S tem, da do lanskega leta, to se pravi do konca leta 2013, so ljudje, ki so imeli telesno okvaro nad 30%, dobili minimalno nadomestilo za telesno okvaro. To telesno okvara je zdaj ukinjena in upravičeni do nje so samo ljudje oziroma invalidi, ki imajo delovno nezgodo oziroma poklicno bolezen. Že tako so ranljiva skupina, pa potem žal še ne posluh. Žal je temu tako. Velikokrat smo žalostni, ko se takle pogovarjamo, invalidi prvi izgubijo službo. Danes ni nihče zaščiten več. Ko zboli, pristane na Zavodu za zaposlovanje in žal. Torej, lahko se obrnejo na vas, kje vas najdejo, morda še ta informacija? Sedež imamo v Kocenovi ulici 4, invalidi so zelo težko ime. Že tako ali tako časi niso rožnati, potem pa te še življenje tako udari. Da je tukaj pomembno, da smo organizirani, da so društva v regiji povezana in da opozarjamo, ker samo z opozarjanjem vlade, teh inštitucij opozarjamo na probleme invalidov. Tako, konec koncev ste čisto enakopravni družbi, in tako bi morala se zavedati tudi država. Sam žal tega je čedalje manj. Tudi v podjetjih, kjer bi mogoče se lahko kaj premaknilo pa našlo za tega invalida službo, jim je bolj enostavno, da ga pustijo, da gre na spis in je stvar zaključena. Žal je pa tudi tako, da pri starejših invalidom, ko jim manjka 2-3 leta, kdo jih bo zaposlil? Hecno je, ker se je nekaj let nazaj toliko govorilo o podjetjim, ki so prijazna invalidom. Ti so zdaj poniknile, jih skoraj da ni več. Enostavno jih ne podpirajo več. Zato je pa prav, da se združujemo, da se osveščamo. Druženje pa ena izmed dejavnosti, ki tem ljudem zelo veliko pomeni. Mi imamo organizirano skoraj vsak mesec ali izlet ali kakšne druge vrste druženja. Zdaj na zadnje smo imeli silvestrovanje, ki je bilo, lahko rečem, skoraj nadstandardno, saj nas je bilo 130 in je bilo to kar malo težko zaradi prostora, ampak ljudje radi pridejo, se družijo. Veliko kateremu invalidu, ki so osamljeni, sami, starejši, to ogromno pomeni. Absolutno. Tako da mi z upravnim odborom, tajnico, pa še enega gospoda Mirkota imamo, pač skupaj pripravljamo ta srečanja, te programe in majčkeno poslušamo ljudi, kakšne želje imamo, na podlagi teh predlogov se pa odločimo skupaj in naredimo te zadeve. Imamo pa tudi ta socialni program, ki nam ga ponuja Zveza delovnih invalidov Slovenije za različne vrste rehabilitacij. To pride poštev na eni rehabilitaciji po 2 invalida, ki gresta ali Laško, Topolco smo lani imeli, da grejo na rehabilitacijo in si tam majčkeno pomorejo. Prav tako imamo pa razna letovanja tudi preko zveze, da dobijo po 7 dni, imamo cirka 30 terminov na razpolago in jih pol razdelimo po željah. Velikokrat se zgodi, da je ta zimski čas majčken zatišni, poletni čas je pa zelo, zelo dobro sprejet. Ljudje tudi ne vedo, kaj vse lahko dejansko koristijo. Vse ni vse tako črno, neke ugodnosti pa vendarle so za izkoristiti. In prav je recimo, da v društvu jih verjetno tudi obelodanite, opozarjate na njih, jim poveste, kaj pa lahko imajo. Jaz pravim, da veseli bomo vsakega novega člana, ga z veseljem sprejeli in vključili v naš program. Na terenu imamo poverjenike, se pri njih prijavijo ali pa v same pisarne v Vojniku ali pa v Celju. Ste torej dostopni, no kako pa je s članstvom? Kdo recimo je lahko vaš član, kakšen je potem postopek? Tukaj je malo bolj vse skupaj birokratsko. Jedro našega delovanja so poverjeniki. To so ljudje, ki so tudi naši člani in imajo vsak svoj rajon. Tam obiskujejo člane, tudi članarino poberejo, vabila za druženja jim razdelijo, jih obveščajo in obveščajo, kje in kaj se kaj dogaja.
Tako da lahko se vsak vključi v to delovanje in pač se udeleži teh stvari, ki jih mi pripravljamo. Ljudje oziroma invalidi, ki imajo odločbo skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na podlagi te odločbe se lahko pri nas vključi vsak. Samo na podlagi odločbe? Samo na podlagi odločbe. Z telesno okvaro oziroma, da je prve stopnje invalidnosti. Kaj pa recimo v svetu je tako, da marsikdo svojo invalidnost skriva? Imate morda tudi koga, ki pride do njega pa nekako poskuša povedati, da to pa ni zdaj konec sveta oziroma da so ljudje? Zato je pa tudi velikega pomena osveščanje ljudi, integracija invalidov v normalno življenje. In ko invalid pride k nam, se mi z njim pogovorimo, ali tajnica, ali jaz, kdo pač je takrat na razpolago, in mu približamo te zadeve, da vendarle ni tako hudo, da se da marsikaj narediti, pa da nisi sam. Marsikdo je še bolj invaliden kot recimo ti. Zato pa vsakega skušamo na ta način tudi privabiti in ga tudi povabimo na druženje, da tam spozna tudi istovetne ljudi in je to kar dobra stvar. Je druženje tudi ena tista oblika, ki ljudem že tako ali tako vsakemu pomaga. Jaz pravim, če so človeku polepša zdaj en dan, kaj pa si že nekaj naredi v življenju. Zagotovo. Zdaj pa konec leta je bilo pred kratkim, zdaj smo v novem letu. Najverjetneje ste se tudi vi ozrli nazaj, kaj vse ste počeli v letu 2014 morda. Ne vem, gospa podpredsednica, gospod podpredsednik, kaj so tiste stvari, ki bi jih morda še posebej poudarili, ki ste jih naredili v lanskem letu in pa konec koncev vsak mora imeti tudi plane za naprej. Kakšni so plani za letošnje leto? Jaz prvo. Meni je največja želja, da uspemo z tem v Vojniku, da občina postane občina po meri invalidov. Jaz sem 100%, da to bo, pa da se čim bolj povežemo z ostalimi društvi, da bomo čim lažje. Kako bo pa na regijskem, bo predsednica najbolj vedela. Morda samo še tole, če vas lahko, kdaj pa približno boste izvedeli, ali boste dobili to listino ali ne? To je v oktobru. To je podeljeno ob mednarodnem dnevu invalidov 3. decembra. Držimo pesti. Pa potem decembra upamo, da se spet vidimo v našem studiu, da boste povedali veselo novico. To bo svečana podelitev potem. Absolutno, pridemo obeležiti. Kako pa torej na medobčinskem nivoju? Ja, mi smo te programe, ki si jih v začetku leta zadanemo, izvedli popolnoma. S tem, da smo še dvojno druženje imeli zraven. Mi že v začetku leta obiskujemo naše invalide, naše člane, obenem tudi se članarina pobere. Potem gremo obiskat domove upokojencev, to imamo zdaj kar malo v planu, ker nekaj članov je tudi tam. Potem pa izvajamo razne socialne programe in ti se izvajajo skozi cela leta, potem so ta druženja. Potem smo lahko ponosni, da smo marsikateremu, bom rekla, na zelo nizkem nivoju, kar se dohodka tiče, pomagali za enkratno socialno pomočjo. Potem smo 3 ali 4 članom preko Zveze delovnih invalidov pomagali pri dograditvi oziroma prenovi kopalnic in njihovih bivalnih prostorov. Zveza je to kar dosti pomagala. Potem smo poslali ljudje v zdravilišča na razna okrevanja. Potem smo kupili karte iz socialnega programa in jih razdelili socialno šibkejšim ljudem. Potem je tudi velikega pomena to naše druženje v Mali Nedeli. Običajno gremo tam od 40 do 70 ljudi, se kopamo, tam je telovadba, izvajanje določene rekreacije in plavanje, to so tudi taki programi. Druženja pa tako sem že večkrat omenila, zelo veliko ljudem pomeni in radi obiščejo te programe. Dobro je tudi sodelovanje, v lanskem letu bilo z zvezo, z vsemi ostalimi inštitucijami. Pa tudi z drugimi društvi. Pomembno je, da tudi z drugimi društvi sodelujemo. Oni imajo drugačne zahteve kot mi, pa se pa prilagodimo in skušamo res prilagojen program izvesti. Še bolj široko zastavljeno, vsak ima neke svoje ideje, potem jih združite. Tako, lani smo imeli tudi tečaj nordijske hoje, s tem, da smo imeli prej zdravstveno predavanje o zdravem načinu življenja in prehrani. Potem je bil tečaj nordijske hoje, društvo je tudi pomagalo pri nakupu palic
In zdaj letos smo si zadali nalogo, da bomo te pohode še okrepili. 1. januarja ste tudi imeli prvič pohod, za katerega zdaj želite, da bi bil nekako tradicionalen. To bi pa res želela, da ostane tradicionalen in sem bila zelo pozitivno presenečena, da se nas je toliko zbralo pri Pušenšanku in smo šli okrog Šmartinskega jezera, s tem, da smo se majčkan prilagodili. 2 skupini sta bile majčkan bolj hitre, ta ene skupine majčkan bolj počasne, ampak vsi skupaj smo prišli na cilj. Malo smo se okrepčali z Erikinim čajem, ki je res izvrsten. Naša Urška, to pa je naša mlada hči od ene naše članice, je pa res taka prisrčna punca in nas pogostila s čajem. Tako da je praktično ni bil doben žejn, doben ga ni zeblo in je bilo res prijetno druženje. Lepo, kar je pa zelo dober vstop v novo leto. Cilj tega. Tako, tudi, res je. Kaj pa, prej smo omenili tudi seveda, da marsikdo ne ve, kakšne so njegove pravice, ko se znajdeš v tem stanju. Tudi brezplačno pomoč imate za člane, neorganizirano? Mi pač svetujemo to, kar je v naših, kar znamo, za kar smo strokovno usposobljeni. Preko leta imamo tudi poverjenike oziroma vodstvo tudi razna usposabljanja. Sicer pa vsakega člana napotimo v Ljubljano, kjer imamo brezplačno pravno pomoč in tam svetujejo in tudi pomagajo pri pisanju različnih vlog, različnih pritožb in dajo informacijo, ki jo pač član želi oziroma išče. Gospod podpredsednik, morda še kakšna vaša želja? No, sej vemo, da je goreča želja tista, da bi dobili listino, da bi Vojnik bila tista občina po meri invalidov. Pa mogoče še o delovanju društva samemu, kakšne so tisti vaši vtisi v lanskem letu, pa želje za letošnje? Ja, lansko leto mislim, da je bilo kar dosti uspešno leto, dosti tega druženja, dosti teh programov narejenih in letos je želja čim več teh programov aktivno narediti, pa da bi se čim več ljudi udeležili, pa da bi se vključili ljudje, ki imajo te odločbe, da bi se vključili v ta društva in aktivno sodelovali. Naj pridejo, naj pogledajo najprej, pa vprašajo, kar jih zanima. Pozabila sem tudi omeniti dan odprtih vrat oziroma praznovanje Mednarodnega dneva invalidov, 3. decembra mi imamo to. Par let smo praznovali v Narodnem domu in to je zima, ljudje težko pridejo, ker so starejši. Pa smo se pa odločili že par let nazaj za dan odprtih vrat. Nekje v septembru imamo, takrat pripravimo kulturni program, različne vrste razstav in povabimo naše člane in njihove prijatelje, da spoznajo delovanje našega društva. In zdaj imamo že kar tam pred našo pisarno, je velik prostor in se tam družimo, razne informacije dobijo lahko tam, tako da se mi zdi ta oblika praznovanja Mednarodnega dneva invalidov zelo pozitivna. Vsakdo lahko pride, ker je še toplo. Pa dobrodošla je tudi, da ljudje sami med sabo se tudi spoznajo, pa vidijo, da morda v svoji stiski niso sami, to je pa tudi pomembno. Sigurno. Mogoče še vašim članom, sočlanom društva, še kakšna novoletna čestitka, zdaj smo ravno v tem času, pa lahko izkoristite še v zahvalo morda vsem. Če bi jaz takole lahko rekel, čim več zdravja, čim več upanja na dobro, bi rekel, nič jamrati, ker nič ne pomaga. Samo delati na tem, da bo, vsi delam na tem, da bo vse boljše, da bo najboljše. Pa svetlo gledati naprej. Pa svetlo gledati naprej. Jaz bi se pa zahvalila vsem poverjenikom, ki se trudijo in pomagajo ljudem v stiskah, jih obiskujejo, prav tako tajnici Jožici, Mirkotu. Vsem bi pa zaželela predvsem obilo zdravja, sreče in še veliko takih le druženj in pridite. Pomagali vam bomo, kolikor je v naši moči, sicer vas bomo pa napotili tam, kjer vam bojo vsaj prisluhnili. Ker velik problem je ljudi, ki nam povejo, da gredo iskat določene zadeve, pa jih nihče ne posluša. Tu pri nas je mesto, ker vsakega poslušamo, vsak, ki pride z problemom, mu skušamo res na nek način pomagati. Gospa Dragica Mirnik, za konec povejte še kdaj, torej lahko se obrnejo na vas, kje vas najdejo, morda še ta informacija? Sedež imamo v Kocenovi ulici 4,
Telefonske številke so tako tudi na spletu objavljene, vsako sredo med 9. in 13. uro oziroma vsak četrtek med 9. in 11. uro, v Vojniku vsako sredo med 9. in 10. uro. Sicer smo pa na razpolago tudi na telefonih, obe stajnico imamo mobilni telefon in nobena nikoli ne reče, zakaj si pa zdaj niso uradne ure. Pokličejo ljudje in dobijo informacijo, ki jo iščejo. Lepo. Hvala lepa obema, tudi seveda vama zahvala za dobro delo, ki ga opravljate skupaj sodelavci in konec koncev tudi člani. Vsi si želimo, da bi bile občine poleg tistih zakonskih omejitev, ki jim pač morajo biti dopolnjene, še bolj prijazne invalidom, da bi bilo življenje vseh lepo, saj konec koncev vsi si to zaslužimo. Hvala vam za povabilo, da ste nas povabili, da smo lahko to povedali, kar smo povedala, da zaradi naše razpoznavnosti in želimo si čim več novih članov, tako sem že prej rekel, ki imajo te odločbe, naj se javijo, rade volje jih bomo sprejeli in pomagali po svojih močeh. V projektu Pozdrav novim življenjem 10-letnice pa upam, da se spet srečamo. Vas pridemo pogledati in posnet vaše delovanje. Hvala lepa, srečno obema. Tako, mi pa še k zadnji rubriki nocojšnje tedenske izdaje. Tudi upravna enota Celje je v novem letu z nami in seveda z njo tudi načelnik Damjan Vrečko. Podedoval sem nekaj kosov varnostnega, športnega in lovskega orožja. Kakšni so pogoji za posamezno vrsto orožja, postopek in seveda kakšni so stroški? Stranka vloži vlogo na pristojni upravni enoti skupaj s pravnomočnim sklepom o dedovanju. Taksa je odvisna glede na nameravano listino in sicer za orožni list za varnostno orožje znaša 58,91 evra. Za orožni list za lovsko in športno orožje 31,72 evra. Za dovoljenje za posest podedovanega orožja pa 27,20 evra. Za vse kose podedovanega orožja se plača ena taksa. V primeru, da se dediču vpiše podedovano orožje v nov obrazec orožne listine, mora poravnati tudi stroške novega obrazca, in sicer za obrazec orožnega lista, dovoljenja za posest ali dovoljenja za zbiranje orožja v znesku 13,30 evra. Pogoji pa so naslednji: da je dopolnil 18 let, da ni zadržkov javnega reda, to potrdilo pridobi upravna enota po uradni dolžnosti, da je zanesljiv, da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine, da ima opravljen zdravniški pregled, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem in da ni uveljavljal pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti. Tudi to potrdilo pridobi upravna enota po uradni dolžnosti. Upravičeni razlogi pa so naslednji. Kar se varnosti tiče, dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za zagotovitev te varnosti potreboval varnostno orožje. Glede lova je potrebno predložiti dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu, kot na primer članstvo v lovski organizaciji. Glede športa je potrebno predložiti dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji. Po predložitvi vseh teh dokazil in izpolnjevanju navedenih pogojev pa se izda ustrezna listina.
gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Smučišče Celjska koča obratuje. Prijetna smuka po ugodnih cenah. Nočna smuka od 17. do 21. ure na Celjski koči. Toliko v prvi naši letošnji tedenski izdaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Vabljeni seveda v našo družbo spet prihodnjo sredo. Do takrat, nasvidenje.